kratkih in provokativnih pogovorov na hodnikih našega oddelka ali pa tukaj na Filozofski fakulteti z velikim zanimanjem pričakoval. Predvsem zato, ker se mi zdi, da Studia Humanitatis še naprej verno sledi svoje usmeritvi in nas seznanja, pozavešča z dogajanjem na področju znanosti v frankofonskem svetu, kar je danes v teh kriterijih indeksiranih objav in anglosaksonskega besedišča redkost in zaradi tega toliko bolj dragocena. Na ta dogodek sem bil povabljen kot povezovalec, ker se na oddelku ukvarjam z tovrstnimi vprašanji, torej na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Ampak dogodek je bil in gosti so bili tako rekoč že pripravljeni, zapakirani, potrebovali so nekoga, da bo iz tega naredil nekaj poslušljivega, bi rekli. Ko sem gledal, kdo so udeleženci današnje predstavitve, sem naredil prvo napako, ker sem iskal Špelo Petrič, oziroma Špelo Petric sem našel in ugotovil, da je to jezikoslovka na SAZU-ju. In sva zdaj z Damjano 2 uri pred dogodkom ugotovila, da to ni prava ista oseba. Skratka, sem moral na hitro preveriti, kdo je Špela Petrič. Tukaj z nami doktorica Špela Petrič. Na spletni strani sem našel podatke, da je umetnica novih medijev, doktorica biomedicine, ukvarja se z ontološkimi in epistemološkimi značilnostmi, pa značilnostmi biotehnološke družbe in z življenjem rastlin, neki dogodki in objave so bile na to temo, tako da boste imeli malo občutka, kdo so današnji govorci. Potem je dr. Bojan Baskar, filozof, sociolog kulture, raziskovalec prehrane, filozofije, znanosti in tako naprej, redni profesor na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, sicer pa avtor številnih spremnih besed pri... Sicer pa avtor številnih spremnih besed v tej studiji Humanitatis. In na moji levi še dr. Jože Vogrinec, sociolog kulture in medijev, predavatelj na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete, sicer pa urednik pri tej založbi. Skratka, oba moška gosta danes sta pri nastajanju knjige sodelovala, mi dva pa pri nastajanju knjige nismo sodelovala, bomo poskušala modra vprašanja postavljati, pa se vsaj modro držati po celi zadevi, ne da. Tako bi začel, ko me je Bojan povabil, da bi povezal ta pogovor, mi je najprej pojasnil, da te knjige ne bom mogel niti slučajno prebrati. Pred dogodkom povabljen sem bil prejšnji teden, tako da glede na ostale obveznosti, ki sem jih imel, itak se nisem mogel popolnoma temu posvetiti. Seveda sem jo prelistal, pogledal spremno besedo in tako naprej aparat. Bi pa takole začel. Deskolaja poznamo in tudi ti v uvodu pišeš kot avtorja dokaj vplivnih besedil. Smo ga pa uspeli tudi leta 2010 spoznati, ko smo organizirali to Evropsko konferenco socialnih antropologov. In takrat se spomnim, da po njegovem uvodnem predavanju nisi bil najbolj navdušen. Pa me zanima, če je ta knjiga tvoje mnenje o Deskolaju spremenila, ali gre za razliko med predavateljskim vtisom in avtorskim vtisom. Začel bi tako neko provokativno. Hvala. No, Petro, bi se opravičil, ker smo te tako malo pozno povabili, zato ker sem jaz nekako nisem imel v mislih tega, da moramo imeti tudi nekoga, ki da bo povezoval. Sicer te so bila že prej povabili. Kar zadeva samo vprašanje, pa mislim, no to je bilo 2008, je bila EASA, ko smo organizirali v Ljubljani. Mislim, da te je tle mečkan spomin zafrknil. Jaz sem knjigo že prej imel kupljeno namreč in sem jo nisem že vtegnil prebrati takrat, ampak me je zanimala in v Deskolaju sem jo že prej dobro mnenje, tako da to ni čisto točno.
če sem pa, lahko pa, da si dobil tako ti zaradi kakšnih drugih izrazov mojega nezadovoljstva, takrat mogoče Okay, ki niso imeli s samim deskolajem in knjige, nobenem se ne zede. Mogoče bi začeli z to dvonadstropno hišo, o kateri piše uvodoma. Če dovolite, bi prebral en kratek odlomek. Poskuša seveda Descola problematizirati to razmerje med naravo in kulturo in piše o rekonstrukciji te zgradbe dvonadstropne. Za tako gradbišče so vsekakor pristojni prebivalci hiše, ki so se morda v njej znašli na tesnem, ne pa neka posebna znanost, denimo antropologija. Poslanstvo te je po mojem mnenju, da s drugimi znanostmi in v skladu z lastnimi metodami prispeva k razumljivosti načina, tukaj zdaj podčrtujem, kako se organizmi posamezne vrste vključujejo v svet, si pridobivajo trdno predstavo o njem in sodelujejo pri njegovem spreminjanju, tako da z njim in med sabo tkejo stalne in priložnostne povezave, ki so izjemna, ne pa neskončno raznolike. Vloga antropologije v tej situaciji me zanima. Se pravi, on se na nek način loteva poskusa neke nove ontologije, hkrati pa antropologiji, bi rekel, odreka pravico, da bi se takega početja lotevali. Sem prav razmišljal ali se motim? Mogoče bo tudi No, se za oba, verjam se. Meni je ta podoba, zdaj te dvonadstropne hiše je že malo splahnela iz spomina, tako da se ne spomnim čist točno, na kaj se referira, mogoče, če bi mečko bolj pojasnil, kakor ta ven gre, skratka, to je na začetku, kjer ima v bistvu, kjer upeljuje ta svoj argument, da antropologija v današnjem času, da nima pravih priložnosti oziroma da mogoče sploh ne bo preživela, če se ne bo odprla navzven iz tega svojega humanizma, se pravi antropologija kot veda, ki se ukvarja zgolj z ljudmi, in se odprla tudi za druga živa bitja oziroma za nečloveška bitja, humans and non-humans v angleščini oziroma ustrezno francoščini, kar pomeni, skratka, da opredeljuje predmet antropologije širše v smislu človeška razmerja, po starem bi rekli z naravo, kot Marx bi rekel z naravo, ampak glede na to, da sam pojem narave problematizira skratka, razmerja ljudi z drugimi živimi bitji, recimo. Rastlinskimi, živalskimi in tako naprej. Jože, mogoče bi dodal. Ja, jaz bi najprej ažuriral podatke. Res je, da sem jaz kot glavni odgovorni urednik sodeloval pri programu, katerega del je ta knjiga. Tisti, ki je potem svetoval to knjigo, je bil Bojan Baskar. Knjige sam prej nisem poznal, pred mojim omenu. Sem pa poznal Descolaja že rekel kakih 20 let prej, zato ker je bil pač eden izmed tistih antropologov, za katere se mi je zdelo, da onkraj teh konvencionalnih ločnic razmišljajo o razmerju med naravo in družbo. Jaz zdaj pač vseeno, predvsem pač gledam na stvari kot sociolog, jaz sam nisem socialni antropolog, berem pa seveda antropologijo in socialno antropologijo in etnologijo, ker pač mislim, da je to del sociologije razumljene v etimološkem smislu, se pravi družboslovja. In se mi zdi ključno pri tej knjigi to, da pravzaprav, kar je v naslovu prva beseda, onstran narave in kulture. To je prva knjiga, ki sem jaz prebral, ki prepričljivo pokaže neko matrico možnih odnosov, jaz bi temu rekel epistemoloških in pa tudi recimo čist bi rekel mentalnih odnosov ljudi kot posameznikom, kot članov družbe do vsega tega sveta, ki je zunaj. Zakaj jaz mislim, da je za družboslovce ta knjiga posebej pomembna in za naravoslovce, kakor sebe razume kot naravoslovci? Prav zaradi tega, ker
gre onkraj nečesa, kar je vsaj v kulturnih študijih, pa jaz bi rekel vendarle vladajočem nekako niti ne diskurzu, bolj bi rekel, ko v common sensu in v občutju humanistike danes je, ne, da sta to dve ločeni sferi. Kar je kulturno, ni naravno, kar je naravno, ni kulturno. In družbo in kulturo lahko, glede na to občutek, glede na ta diskurs praktično jemljamo kot sinonima. Včasih je to nasprotje narava, družba, včasih je to nasprotje narava, kultura, ampak tukaj deluje družba identično kot narava, kot to nasprotje. Recimo, da dam primer, najbolj očiten primer takega domnevnega nasprotja je v evoluciji, biološki, na neki stopni pa človek začne sam spreminjati okolje in tako naprej, tega trenutka naprej evolucija kulturna. Se pravi, ta pogled je, kot da se biološka evolucija sicer hit neha, ali pa kot da je to nekaj drugega, nasprotno. Če mi pogledamo recimo človeka, katere so izpričane spremembe, ki so se zgodile na človeku kot biološkem bitju v zadnjih 150 letih v razvitih deželah, vsem recimo brez težav naletimo na to, da so ljudje povprečno, ne vem, bistveno višji 10 cm, kot so bili pred 150 leti, da dekleta imajo prvo, recimo, krvavito menstrualno leto ali pa dve bolj zgodaj. Se pravi, če so družbeni trendi, kulturni trendi enoznačni skozi vrsto generacij, potem je kvečjemu biološka evolucija hitrejša. Kar nas obvezuje na to, da pač moramo sledeno dogajanje v resnici, če ga hočemo razumeti, bi ga morali idealno vzeti, razumeti kot naravno in družbeno oziroma kulturno. Se pravi, preprosto tukaj ne gre za to, da bi merili s tehtnico, koliko je tega, koliko je onega. Ne, tu gre hkrati za to, da je vse, kar pa se s človekom dogaja, se jih v enem trenutku biološko in družbeno oziroma kulturno, gre za to, pa s katerega vidika to gledamo. Zdaj, kar je drugo ključno, je pa tole, na to pa gledam pravzaprav kot sociolog ne toliko kulture, kot v resnici sociolog, ki se ukvarja z razvojem družb, dejanskim razvojem družb skozi zgodovino. In tukaj so mi seveda prvotne družbe, ali pa tudi kasnejše družbe, ki so dovolj različne od naših, recimo lovsko-nabiralske med njimi, zanimivo je zaradi tega, ker pač recimo družbenost, kulturo, s tem tudi odnos do narave, v njih je bistveno drugačen, kot je pri nas, in nam šele omogoča, da mi pogledamo na svoje odnos do narave, če lahko tako rečem, od zunaj. In z tega vidika se mi zdi, da je Descola močno presegel dihotomije in jih pravzaprav pokazal, kako jih lahko skupaj mislimo. Presegel je pa tudi to dihotomijo, bi rekel, telesnega, mentalnega na nek način. Vsaj v tem smislu, da poskuša, recimo, skoraj bi rekel, bolj prepričljivo, kot naprimer Bourdieu, upošteva tisto, kar bi Bourdieu morda reduciral na habitus. Se pravi, da v tem, ko poskušamo razpoznati, kakšen je odnos do neke kulture, do tistega, čemu recimo danes v razvitem svetu rečemo narava, seveda ne moramo samo se zanašati na neko, ne vem, na nekega modreca šamana, ki pove, kako te stvari so, ampak se je treba vedno interpretirati, bi rekel, tisti spoznavni in čustveni odnos do zunanjosti človeških bitij, ki se kaže skozi prakso in skozi različne načine mišljenja, ne samo, ne vem, filozofijo, religijo, ali pa neko pooblaščen, bi rekel, sistem misli, ki ne bi reprezentiral. Smem samo nekaj reči, ne vem, mogoče bi bilo smiselno za publiko na kratko povzeti najpomembnejše teze, če mogoče lahko to naredite različno. Vidimo še do tega. Ne, ker smo... Se mi zdi, da je ta točka, ki je zdaj Jožo odprl, primerna, da to epistemologijo premislimo z vašega stališča biomedicine in umetnice, spravi nekoga, ki poskuša skozi prakso te stvari tudi presegati, če prav razumem. Kako vi berete to knjigo? Čutite to kot
nek humanistični napad na naravoslovje ali kot možnost nove poti znotraj naravoslovja ali kako? Mislim, jaz sem v bistvu striktno naravoslovje zapustila že pred 10 leti približno in recimo te dihotomije so bile same po sebi v moji praksi sicer moteče, ker nekako niso povzele te realne izkušnje, kjer so zadeve ne le prepletene oziroma od začetka se mi je zdelo, kot da so nerazdružljive. Zdaj mi je pa bolj jasno, da so arbitrarne, fiktivne, narejene za to, da se ureja določene odnose, o tem tudi Descola piše. Tako da z tega stališča bi se strinjala, da je pač treba preseči določene dualizme, zato da lahko v obzir vzamemo pojave, kjer se te agencies, ki jih v slovenščino prevajamo kot agencies, intencionalne okoli tega obstajajo. Agency, ampak veste približno, kaj to pomeni, da se bolj razume, kaj se dogaja med temi razmeri. Kljub samo se mi zdi, da je precej napisane neke kritične literature in teorije o teh problemih, ki pa so recimo novi materializmi, ekozofije, ontološko, in tako naprej, ki namesto tega dualizma ne postavijo to tetrado misli, s katerimi pač skuša razložiti vse Descola. In nekako mi ni težko shajati in delovati na področju, ki je zelo interdisciplinarno, z zelo različnimi nesložnimi pogledi, izključujočimi se pogledi in vendar lahko, mislim, so obstajajočimi. Hočem reči, da jaz sama v svoji praksi ne potrebujem nujno shemata, po katerem bi bilo vse razložljivo. Mogoče je to ena od lastnosti umetnosti, da lahko shaja z temi nerazložljivimi paradoksi. Dobro, debata kliče po tem, da vam razkrijemo nekaj vsebine te knjige, ker vidite, da nas vleče že v bolj podrobne interpretacije. Pa bi spet z enim kratkim odlomkom to uvedel, sem pa za naše obiskovalce pripravil tega, ne bomo gledali, ampak nekaj skic, da si boste znali predstavljati, o čem teče beseda in o čem piše Descola. Tako je bilo napisano v vabilu za današnjo predstavitev. Obsežno delo socialnega antropologa je v marsikaterem pogledu prelomno, ne le za antropologijo, temveč za mišljenje o kulturi in naravi sploh. Descola se ne zadovolji za vrnitvijo univerzalnosti opozicije med naravo in kulturo, temveč uvrže tudi globoko zakorenjene podmene o univerzalnosti pojma narave. V zameno ponudi 4 osnovne identifikacijske načine, 4 ontologije, ki jih izlušči iz nepregledne množice etnografskega materiala z vseh koncev sveta. To so animizem, naturalizem, totemizem in analogizem. V odlomku tukaj spodaj, jaz ne vem, kako dobro vi to zdaj sicer vidite, ampak termini, ki jih uporablja, sam problematizira v tem smislu, da uporablja, bi rekel, znane termine, ki jim podeljuje določene nove vsebine glede na potrebe svojega pisanja. Bi vas pa vseeno, ker kot rečeno, nisem uspel podrobneje preštudirati tega teksta, prosim Jožeta in Bojana, da nam razložita, kaj avtor misli z temi 4 koncepti, zakaj, kako to razvije, kaj hoče s tem zajeti, nekako. Na kratko, mogoče jaz bom še pogledal, če kaj. Da si to malo razdelimo.
Ja, Jaz lahko to povem, rad bom pol se vstavil, pa predal Jožetu, da ne bo predolgo to se skupaj trajalo, ker imam jaz težnjo, da govorim na dolge razdalje. Skratka, ta shema, ki jo tle vidite, tako imenovane 4 ontologije, je tisto, kar je jedro knjige, se pravi, Descola je izločil te 4 temeljne ontologije oziroma identifikacijske načine. Ontologije ima nekje opredeljene kot neko globljo ali pa najglobljo raven, kjer se oblikujejo osnovne podmene o tem, kaj so ljudje, v kakšnih razmerih so z drugimi živimi biti, kaj so druga živa bitja in tako naprej. Se pravi kot neko pot, neka klet od hiše ali nekaj takega. In skratka, seveda izhaja iz podmene, da ontologija ni ena sama, tako kot je bila dolgo časa v filozofiji, ki je bila tem ustrezno seveda precej evropocentrična, bi lahko rekli, ni dopuščala mnoštva ontologij, tle jih imamo 4. Zdaj, izločil jih je tako v bistvu s pomočjo teh 2 kriterijev, kako bi temu rekli, se pravi razlikovanje med notranjostjo in zunanjostjo, oziroma notranjost bi rekli tisto, kar imajo ljudje notri, lahko rečemo temu duša, lahko tudi kako drugače, ne? In zunanjost ali telo, ali pa fizičnost, kot tudi pravi Descola. In njegova teza je, da je to verjetno nekaj univerzalnega. On zavrne Levi-Strausovo prepričanje, Levi-Strauss je bil njegov učitelj, njegovo prepričanje o univerzalnosti pozicije narava, kultura. Ne? Se pravi, Descola pravi to, zavrne, pravi, to ni univerzalno, sicer pa to tudi drugi antropologi so že dolgo časa trdili in spodbijali to verovanje o univerzalnosti in pravi, tale je bolj univerzalna. Ne? Zdaj, pri tem je sicer previden in dopušča, da mogoče ni univerzalna, ne? Ampak glede na to, da antropologi zelo radi nasprotujejo ali pa kontrirajo kakšnim teorijam in tako, da navedejo svoj primer, pa rečejo, ne, pri mojih bongotih je pa drugače. Ne? Zaenkrat, koliko je meni znano, ni še noben rekel, ne, pri mojih bongotih te opozicije med notranjostjo in zunanjostjo ni. Ne? Tako da zgleda, da ni še nobene etnografske evidence našli, s katero bi lahko šel spodbijati to. Ne? Skratka, to, kar je za ene dualizem, meni bi rekli, to je krščanstvo, mogoče kaj takega, duša pa telo, Descola pravi, to je povsod. Ne? To razlikovanje se pojavlja pod različnimi imeni, vendar pa ne poznamo družbe, ki tega ne bi imela. Ne morate zdaj seveda razumeti, to temelji na etnografiji, to ni zdaj, da bi on hotel kakšne globoke resnice povedati o teh tehnologijah, kaj takega, ker ni filozof ali kdo, ki bi hotel kakšne take globlje, višje resnice pripovedovati, temveč hoče opisati tisto, kar je. Pri tem, da jih je te 4 ontologije pač izločil, lahko bi rekli na precej strukturalističen način, se pravi, da strukturalizem to pomeni zmeri tudi neko simetrijo, ne? To je, kot vidite, kvadrat, temu lahko rečete tudi strukturalistični kvadrat. Recimo ti 2 na levi strani, animizem in naturalizem, sta simetrično nasprotni. Recimo animizem verjame to, kar imate potem napisano, ne? Podobnost notranjosti, oziroma animizem verjame, da imajo vsa bitja dušo oziroma notranjost, kakoli temu rečejo, da skratka ne odrečajo jo drugi živi biti in vsa druga živa bitja vse druge živali vključijo v nek kontinuum, v neko, lahko bi rekli tudi kulturo ali pa družbo, vidijo jih kot druga bitja in tako naprej. Vendar pa ta schema glede nekih podobnost fizičnosti, kako je to zdaj to narejeno. Vendar pa nimajo tistega prepričanja, kot ga imamo mi, da je fizičnost ali telo, ali pa mi bi rekli tudi narava, da je pri vseh enako. Se pravi, da so vsa ta bitja naravna, da za vse veljajo iste naravne zakonitosti in tako naprej. Tega ni, se pravi, verjamejo diskontinuiteto fizičnih teles, ampak v kontinuiteto notranjosti, pa tudi kulture vse zadnje. Medtem ko pri naturalizmu je pravno obrnjeno, naturalisti smo mi, ne? Mi verjamemo, da imamo vsi ista telesa
za katera veljajo osnovne tiste zakonitosti, ko umrejo, začnejo razpadati in tako naprej. Vendar pa verjamemo, da imamo različne kulture. Oziroma, kot je Viverius de Castro, kolega Skolaja rekel, prvi so multikulturalisti, multinaturalisti, ker verjamejo, da so kulture različne, da nimamo, da so telesa različna, da nimamo vsi enakega telesa. Medtem ko smo mi multikulturalisti, verjamemo, da imamo vsi isto telo, vendar pa različne kulture. No, zdaj ne bom se spuščal še v drugi dve, da ne bom preveč kompliciral, drugi dve sta tudi nekoliko težji za razumevanje. V bistvu ta opozicija na animizem, naturalizem je v nekem smislu bolj centralna, on je potem še drugi dve dodal, da bi dobil, mogoče tudi mečkega pri tem vodilo tudi to, da bi imel simetrijo po kvadrat, kot je za strukturaliste značilno. Čeprav on, mislim, ni tak kot stari strukturalisti, ki so se veliko bolj predajali tem veseljem, simetrijo in tako naprej, on je minimalen v tem pogledu. Tudi totemizem, ko so recimo drugi antropologi bili povabljeni k komentiranju, so recimo Salin se je takoj spotaknil totemizem, češ, da to pa ni ontologija. In jaz se strinjam s tem, da v bistvu totemizem namreč vidi diskontinuiteto tako notranjosti kot zunanjosti zunaj razreda. Se pravi, pri njih je vse organizirano v razrede, to so recimo totemski razredi, totemski klani in tako naprej. Znotraj razreda je kontinuiteta ali podobnost tako na telesni kot na ravni notranjosti, duše recimo, vendar pa absolutna diskontinuiteta nasproti drugim. In tudi med totemizmom in analogizmom v bistvu ne najdemo, vsaj jaz ne vidim kakšne prave simetrije. Tako da se mi zdi mečken vendarle, da je na tej strani, na strani teh dveh, da argument je malo šibkejši kot na strani animizma in naturalizma, ki pa je tisto, kar zares nekako verjamemo, da stoji. No, kakorkoli že, tisto, kar je pomembno, je to, da je on poskušal ponuditi neko novo schemo, nek nov način, ki gre čez dualizem ali binarizem narave in kulture in s katero je mogoče pristopiti k vsem znanim, etnografsko dokumentiranim družbam in kulturam. In tisto, kar je pomembno, je tudi to, da jih je postavil na zemljevid. Se pravi, da imate, če pogledate po kontinentih, tako naprej različne distribucije teh štirih ontologij. Ampak ne zdaj, da bi en kontinent bil ta ontologija, drugi, temveč je v bistvu pokazuje, da so to kot nekakšni arhipelagi. Se pravi, znotraj istega kontinenta dobiti imate en arhipelag različnih totemizmov in tako naprej. In s tem je tudi v bistvu odprl prostor za tiste, če bojo ljudje šli v tej smeri, jaz upam, da bojo, da bi se malo antropologija spet vrnila k kartiranju kulturnih elementov oziroma distribuciji teh stvari, kajti tudi seveda antologije lahko tudi vidite kot kulturne elemente v tem klasičnem difuzionističnem pomenu. Kajti ko te stvari postavite na zemljevid, lahko delate tudi nove hipoteze. In antropologija je v preteklosti že izpričala produktivnost tega pristopa, ki ga je potem pa nažalost popolnoma opustila, zavrgla od sredine 20. stoletja naprej. In danes še zmeri je tega zelo veliko, tudi recepcija knjige je šla v tej smeri, da je mogoče največ kritikov knjige se spotaknilo prav to, da je skoraj preveč geografski, da je staromoden in tako naprej, kajti danes obstaja v antropologiji nek precej iracionalen odpor do tega, da bi kulture prizemljili, da bi jih postavljali na zemljevid in tako naprej. Neka fobija pred tem, da bi rekli, tam vidite to kulturo, recimo. Skratka, to je povezano z nekimi, kar se mene tiče malo zmedenimi idejami, da se ničesar ne sme lokalizirati, teritorializirati in tako naprej. No, tebi jaz ostavljam. Izvoli, kako ti vidiš to schemo? Ja,
pravzaprav dosti podobno. Par stvari bom dodal, ki se mi zdijo zanimive tukaj. Naturalizem je pogled na svet, kakršen prevladuje v sodobnem svetu. Se pravi, to je pogled, za katerega so pravzaprav, to lahko pokaže, ne vem, biofizika, biokemija in tako naprej, vsa živa bitja v osnovi zgrajena na enak način, vsaka ima pa svoj genom in tako naprej. Se pravi, v bistvu se da z vsemi manipulirati na isti način, če ga tako rečem. In seveda, iz takega odnosa do sveta oziroma do narave, ki je vse, kar je zunaj nas, pa tudi mi sami, kolikor lahko nas čisto zunaj pogledamo, tukaj težko pridemo pravzaprav do empatije, do drugih bitij, ki bi nujno bila potrebna za to, da preživimo v svetu, kjer nam grozi nam in planetu uničenje. Da bi recimo živali priznali, da so čuteča bitja. Tako. Če pogledamo pa druge te sheme, pa vidimo, so pravzaprav vse bolj uvidevne do drugih oblik življenja od naturalizma in zlasti nam pokažejo recimo neko logiko recimo animizma, neko logiko, ki ni mogoče zvajati na te omledne recimo pop modrosti kot to, da tam so pa eni, ki živijo v skladu z naravo. Kaj ne bi to bilo živeti v skladu z naravo? Za animizem, če recimo samo ponazorim, najbolj značilni zgledi so iz amazonskih družb, ampak tudi najde animizem potem, ne vem, širše po Ameriki, domorodni, v Sibiriji, še kje. Za animizem je bilo preprosto, bi rekel, značilno to, recimo verovanje, ko sreča indijanec jaguarja, ve, da jaguar v resnici misli, razmišlja in čuti tako kot on in se vrne potem domov k svoje ženi in otrokom, kjer počne iste reči, kot jih mi doma počnemo. Se pravi, ta zunanja fizična podoba je kot nekaj, kar se nam kaže. Hkrati pa to pomeni, da so vse te, recimo temu druge narave v našem žargonu, enako smiselne, enako sprejemljive. Enako, rekel, to so enakovredni načini življenja. Ni nekaj, da bi mi morali, ne vem, kako bi rekel, ena tendenca, bi rekel, s katero se želi popravljati, izhajajoč iz naturalizma, ta naturalistični odnos do sveta, je nekako, jaz bi temu rekel, neka duševna dobrodelnost. Skratka, mi smo, vidite, recimo tam, ko recimo vse se z televizije spomnim, neke gospe, ki tvega življenje za to, da koalo reši iz ognja. Rešiti eno koalo iz ognja je mogoče fino za tvojo ekološko samozavest, ne odgovarja pa na vprašanje, kako ljudje ravnajo z ognjem, kako ravnajo z gozdom. In zaradi tega se mi zdi, recimo, da nam preprosto poznati te različne možne načine, nas na nek način osvobaja za to, da bi mi lahko začeli razmišljati o drugih bitjih, bolj rekel solidarno, vključujoče in hkrati ne na en sam način, ampak na mnogo različnih načinov. In tukaj se mi zdi recimo podoben ta njegov način razmišljanja soroden, ne po naključju, ker mislim, da se poznata, dobro pa sodelujete, recimo z Brunom Latourjem. In bi pa nekaj dodal, kot je že Bojan Vaskar omenil, Descola pravzaprav najdeva primerke animizma, totemizma, naturalizma, analogizma, kot da so značilni za kulture različne, na različnih krajih, v različnih časih in govori o teh arhipelagih otočjih. Jaz mislim, da tukaj samega sebe slepi. Da če izhajamo tukaj iz recimo ene historično-materialistične recimo sheme razvoja kompleksnosti družb, pa tudi kakšne druge recimo kulturne evolucije, precej dobro vidimo. Totemizem je vendarle značilen predvsem za avstralske staroselce, se pravi družbe, ki se nikoli niso srečale s pridelavo hrane. Ampak vedno samo nabiranje, lov. Animizem je vendarle značilen predvsem za
družbe, ki so lahko družbe, recimo teh vrtnarjev, kako jih rečemo požgalniški način in lovce, nabiralke, ribiče, vendar so to že družbe, ki so med sabo lahko zelo različne po načinih, bi rekel, produkcije in ki so tudi zelo, za katere je bolj ali manj očitno, da so tudi bile že v stiku in odvisne od drugih načinov preživljanja, od recimo produkcije hrane. Se pravi, to so družbe, kulture, ki so bile že v interakciji z v bistvu različnimi družbami. Se pravi, so imeli recimo temu z tega vidika tehnološko-organizacijskega gotovo bolj kompleksno zgodovino. Analogizem je značilen, če pogledamo, on govori recimo o Aztekih, govori o, ne vem, renesančni Evropi, kasneje to razširi skoraj do sodobnega časa, o Kitajski. Se pravi, to so pravzaprav vedno v vsakem primeru že zelo kompleksne družbe z razvejeno delitvijo dela, zelo verjetno tudi s pisavo, državo, imperij. Medtem ko naturalizem je sodobni svet, odkar pozna galilejsko znanost, če poenostavim ta del. Se pravi svet, ki verjame v progres, v tehniko, v večanje produktivnosti in v rast, recimo. Vse stvari, za katere vidimo danes, da so daleč od tega, da bi bile blagoslovi. Če smem biti... Lahko jaz nekaj še? Izvolj. Se opravičujem, ker so tle skrit za ekranom, ampak ne moramo zadeve urediti, ker je kabel prekratek. No, to glede arhipelaga. Sklad sicer pravi, da ko omeni temizem v bistvu ga nekako povedajo v Avstraliji, da ga drugod skoraj da ni. Tako da to imam spet malo izjemno, rahlo izjemno pozicijo. Medtem ko seveda to, kar ti praviš, absolutno drži in v tem smislu je njegova shema, seveda ta shema ne velja toliko za našo sedanjost, kjer je že veliko sveta akulturiranega, skozi naturalizem in moderno znanost, temveč velja deloma za sedanjost, predvsem pa bolj za preteklost, je pa zadeva etnografsko podprta. Tako da tle se seveda nujno odpre vprašanje in tudi sam Skolaga pred koncem knjige odpre vprašanje zgodovinske spremembe procesov spreminjanja, pa tudi nastanka samih teh ontologij. In njegov argument je čisto strukturalističen, pravi, to je strukturalizem. Naša naloga je, da najprej izločimo strukturo teh ontologij, da jih opišemo skozi ta razmerja, ki jih konstituirajo, skozi opozicije, skozi kontraste in tako naprej. In šele potem, ko smo to naredili, lahko gremo raziskovati zgodovino. To je tipični strukturalizem, ki se sicer lahko sklicuje na Marxa in Engelsa, ki sta rekla anatomija človeka in tudi za anatomijo opice. Jože, je to rekel Engels ali Marx? Marx. Skratka, najprej moramo imeti strukturo, pol lahko gledamo nazaj, gremo iskati njene začetke in tako naprej. In da Skolar tle pač brani tudi samega sebe, ker bi lahko pričakoval, da ga bojo zaradi tega na veliko kritizirali, zato ker strukturalizem ni ravno priljubljena reč v antropologiji. In je rekel, skratka, strukturalizem ne izključuje zgodovine. Jaz sem opisal te 4 strukture, zdaj pa pred nami naloga, da raziskujemo procese sprememb, da raziskujemo, kako so nastale in tako naprej. In ko začnemo to raziskovati, seveda nujno pridemo tudi do tega, kar je Jože opozoril, se pravi, da zadeve niso zdaj čistko arbitrarno nastale kot simetrična pozicija, da imajo zadnji neko ozadje, ki je tudi, se pravi, ekonomsko, načini preživljanja in tako naprej. In tudi potem pa tu omeni tudi zdaj seveda spreminjanje, do katerega prihaja zaradi srečevanja, medsebojnega vplivanja, interakcije teh ontologij. Ko ena trči drugo, se pravi,
recimo akulturacija je eden od izrazov, s katerimi to smo v antropologijo opisovali, ne? Tudi sam navede ta tisti primer akulturiranega domačina na Novi Kaledoniji, ki se pogovarja z antropologom. Skratka, in ko to omeni tudi prizna, brez da bi kdo k temu prisilil, prizna, da ko se tega lotimo, bomo imeli opravka tudi s hibridizacijo teh oblik. To nekaj od knjigi omeni hibridizacijo, kar kaže na to, da ni več tisti stari strukturalist, ki bi se hibridizacije branil kot hudič križa. Ti stari strukturalisti so imeli svoje čiste strukture in če sta se dve strukturi srečali v neki družbi, so insistirali pri tem, da vsaka ostaja nedotaknjena od druge. Enak primer, recimo en zgodovina, strukturalist marksist izpred desetletij, ki se ukvarjal s Španijo, španskim protokom in islamizacijo, je imel tezo, skratka, da pridejo muslimani, kalifat, zavzamejo Pirinejski polotok, tam imate krščansko družbo, to sta dve različni strukturi, ki postajata nedotaknjeni, nespremenjeni, kljub temu, da so bila tam skozi stoletja. To je tipičen strukturalizem. Ali pa strukturalisti tipično v lingvistiki zanikajo obstoj mešanih jezikov. Rečejo, ok, to jeziki si sposojajo, malo eden in drugega in tako naprej, ampak še zmeraj ostajajo čisti. Jeziki, njihova identiteta ostaja nedotaknjena in tako naprej. Deskola ni več to. Deskola dopušča, da se zadeve hibridizirajo, akulturacija je primer hibridizacije, se pravi naturalizem, ki zgleda, da ima neko moč ali pa neko privlačnost, da lahko začne spreminjati druge, ontologije dokaj uspešno generira tudi hibridne oblike. In ravno tako tudi seveda procesi grejo v drugih smereh. Je pa res, da tisto, kar je tudi sicer značilno za Skolaja, da od teh razmerij moči tega ne tematizira. Jaz sicer tega nič ne zamerim, moram priznati, da me to niti ne moti, jaz uživam brati to vrstno literaturo, kjer si lahko malo odpočijemo teh diskurzov o moči, kaj pri tega imamo itak vse povsod v obilici in rekel tudi malo preveč, tako da jaz se lahko ob tem malce oddahnem. To pa ne pomeni, seveda, da tega ni in da tega ne bi morali obravnavati, ampak to pač je to. On ponudi neko podobo, ki se marsikomu zdi historična, zastarela, 19. stoletja in tako naprej, ampak od Tesalic rekel, mogoče je pa to napoved nove dobe, novega zasuka antropologiji. Jaz bi nadaljeval, pa bi vse tri pozval na te točki, ki je prej Jože odprl. Skratka, da nam ta shema odpira možnosti, da začnemo o stvareh razmišljati drugače. Namreč v povezavi z tem, kar ti pišeš v spremni besedi, Bojan, kjer delaš opozicijo med mentalizmom in idejnim, kako greš, Telesnim. Ne, Štrosa pa Leroy Gorana postavljaš v opozicijo kot materialiste in idealiste. Se pravi, imamo zdaj tu neko idealno schemo, imamo neko strukturno schemo, pri kateri ugotavljamo, da je naturalizem značilnost naše družbe. Ali dejansko lahko, če stopimo z tega mentalizma, strukture, ki ga tukaj vidimo, pričakujemo, da se bo na ravni zavesti ali pa govora spremenil odnos do teh dveh entitet, ki pravimo kultura in narava, ali je to problem ravno tega, da je izkoreninjen ali pa da je odtujen ali pa odmaknen od tega, če ti praviš moč, ekonomija in tako naprej, kar skozi globalizacijo lahko poraja hibridne oblike, ampak dejansko so, bi rekel, inercija tega ekonomskega sistema zaenkrat je taka, da je naturalizem najbolj naravno stanje stvari, bi rekli. Smem jaz nekaj reči. Meni se zdi, da je to, da se poudarja, da je naturalizem, ta prizma, skozi katero doživljamo svet, tudi oblika, oblika
kontinuacije tega statusa quo, ki to omogoča. Medtem, ko v resnici v tistem intervjuju, ki ste ga poslali, tudi Descola prizna, da so stare mamce, ki verjamejo v to, da imajo rastline dušo in tako naprej. Pravzaprav je nabor verjetno vseh, če hočemo, 4 oblik relacije z nečloveškim prisoten v vseh družbah, vendar pa ni nujno, da je to tisti, ki je etabliran. To ni v hegemoniji. Mislim, da se v današnjem času pojavlja en zelo zanimiv fenomen, ki bi ga lahko skozi to prizmo analizirali, in to je sicer pojav tako imenovane umetne inteligence oziroma cele te tehnoekologije, do katere vidimo lahko, da marsikdo zavzame zelo tak animističen pristop. Oziroma, če ne drugega, bi rekel, da zelo očitno je, da računalnik ni iz iste snovi, kot smo mi sami, vendar pa način programiranja z nevronskimi mrežami in tako naprej nekako posnema to biološko strukturo človeka. In skozi to vrstno komparativnost in obenem tudi totalno potujitev se rodijo potem te projekcije oziroma distopije, ko se zgodi singularnost oziroma ko računalnik ugotovi, da človeka ne potrebuje več. Po eni strani je to, po drugi strani imamo pa tudi zelo, kako bi rekla, nedoročen odnos do delov tega, kar konstituira naša telesa. In tudi tukaj se potem ta naturalizem postavlja pod vprašanje. Kajti, kaj se zgodi takrat, ko se človeško telo pojavi kot kultura celic v Petrijevki? In tukaj se mi zdi, da preizpraševanje tega, kaj je dejansko splošno sprejeto, kaj je ta common knowledge, bi bilo zelo potrebno. Zaradi tega, ker ni nujno, da to, kar se v akademski sferi pojavlja kot splošno sprejeto, da je to najbolj zanimiva zadeva, ki se dogaja trenutno v družbi. No, meni se zdi, seveda, tako bom rekel, jaz mislim, da nihče med nami v resnici ni v zasebnem življenju in čustvenem naturalist, vsaj ne do konca, vsaj ne dosledno. Skratka, to, da nekdo, ne vem, raziskuje genom človeške ribice, kar je zdaj trenutno v Sloveniji očitno velik hit, ga niti najmanj ne ovira, da ne bi, ko rože goji, jim pripeval zato, da bi boljš rastli. Ali pa objemal dreves zato, da bi imel več energije in kaj takega. Mislim, to v resnici pač ljudje delamo. Jaz mislim, da nam pač recimo poznavanje takih schem v bistvu nudi možnost, da to delamo bolj premišljeno. Se pravi, da lahko intelektualno podpremo načine razmišljanja in reagiranja, ki niso manipulativni v tem smislu. Več akumulacije, več rasti. Ker če pogledate, če ste opazili to, kaj je bil obet tega, da so pač recimo razvili genom človeške ribice. Človeška ribica regenerira svoje poškodbe brez težav in lahko živi dolgo časa brez hrane, dolgo časa živi. Jaz seveda sem takoj pomislil kot sociolog, odlično, kapital do tega zelo vesel, kaj bi bilo lepše kot delovna sila, ki ni treba jesti. Stroški za preživljanje bi bili na nulo, gotovo bi ideal kapitala bil pravzaprav kapital, ki bi rastel čisto samo od sebe, ne da bi bili z njim kakršnekoli stroški. Ali pa vprašanje, v redu, dolgoživost bomo raziskovali s pomočjo genoma človeške ribice. Vprašanje, prvič, kdo bo od tega kaj imel? In drugič, niti slučajno nisem tako navdušen nad dolgoživostjo ali pa neumrljivostjo kot nekateri, tako da vam tu svetujem brati Jorge Luisa Borgesa, ki je v tem smislu bil
ne bom rekel zgodovinski materialist, kakor pa zgodovinski mislec. Ne. Tam v njegovih teh esejih oziroma novelicah imate primer človeka, ki je večno živel, pa primer človeka, ki se vsega spominjal, ni hujše more, kot to prepričljivo dokaže. Skratka, jaz mislim, da nam lahko pomaga razmišljati bolj raznoliko o nas in o našem odnosu do ljudi, predvsem to. Eno vprašanje se mi še pojavlja. Danes nekateri pišejo o tem, da je staroselsko, bi rekli, znanje, pa domačijsko znanje, ki izhaja iz nekega daljšega bivanja v nekem okolju, tisto, ki naj bi prinašalo znanje ali pa modele, kako trajnostno preživeti v nekem okolju, ker so te same skupnosti dokaz, da so vzpostavili nek trajnostni model. Ali lahko to skico, ki jo gledamo tukaj, rečemo, da so vse tri oblike raznonaturalizma, tisto, kar bi mi iz našega stališča dali v predal tega indigenous knowledge. Naturalizem je pa nekaj, kar je posledica novoveške evropske zgodovine. Se motim? Jaz ne bi tako. Ne? Se mi zdi, da v tem vidim neko kritično ost nasproti naturalizmu. Naturalizem je čisto v redu. Jaz se s tem ne strinjam in tudi Deskola se ne bi, ker Deskola tudi v bistvu najde priložnost za obrambo naturalizma. Se pravi, po eni strani pove, da ga noče povzdigovati na druge kot nekaj superiornega, ampak tudi se ne strinja s tem, da bi ga zdaj pa postavili na neko posebno mesto in ga obtoževali kot nekoga, ki ostale, ne vem, rušijo, maltretirajo, kakoli. On ga obravnava tega od legitimnih oziroma obstoječih ontologij. Ne spušča se po vprašanje, ne spušča se ta vprašanja, recimo njegove hegemonije, njegovega širjenja in tako naprej. Ne reče, ga zbolj obravnava kot eno ontologij, ki obstaja in ki sploh glede na to, da smo mi sami, da je to naša osnovna ontologija, pač mogoče najbolj že to sprejmemo. Da pa še malo navežem nazaj, seveda on ne trdi, da so te ontologije zdaj totalne, kjer obstajajo. Se pravi, če smo mi naturalisti, to ne pomeni, da smo absolutno naturalisti, temveč pravi, to so tiste, se pravi, v neki družbi, v neki kulturi je ena ontologija dominantna, se pravi, cel sistem kognitivne sheme in to deluje na ta način, da favorizira to ontologijo, da ljudi socializira, tako da večina ljudi postane naturalistov, ne deluje pa absolutno, se pravi, nima nobene take totalitarne moči na robovih, zmeraj ostanejo tudi druge ontologije. Kot primer omeni recimo umetnike v naši družbi, pri katerih se kaže recimo animizem v večji meri in tako naprej. In tudi seveda, kot rečeno, tudi nismo sami, tudi ko verjamemo recimo, da morajo nekje v vesolju obstajati na kakšnem planetu bitja taka kot mi in življenje in tako naprej. Ja, ni to animizem. Ali pa recimo brokeri, kako se reče, tisti brokeri, bočni posredniki, ki imajo cele skupnosti astrologov, ki se na osnovi tega odločajo, kako investirati. Cela leta so naprej mapirane. To je pa analogizem, ne? Se pravi, ni kazino, kapitalizem, ampak je magic. Točno to. Jaz bi rada tudi delila z vami mogoče eno izkušnjo izpred 2 mesecev, ko sem 2 tedna preživela na severu Finske v kontekstu neke art science krajše rezidence in smo z eno skupino kolegov, večinoma so bili umetniki, oblikovalci, imeli priložnost spoznati se in hoditi okrog po pokrajini z tem staroselcem. En od, v bistvu je, zdaj bom prevajala, reindeer herder, to se pravi pastir jeleno, Ola Valkeapa, in on je nečak enega zelo slavnega Sami umetnika tudi.
In mi smo seveda želeli od njega slišati točno to, kako se zdaj podnebne spremembe kažejo v njegovem dnevnem življenju oziroma kakšen vpliv ima to. In pač pod tem vprašanjem, kjer smo hoteli slišati še od njega afirmacijo te katastrofe, se je skrivala ta želja, povejte nam, kako da bo bolje. Ne? To je bilo čist nezavedno, zato ker smo bili vsi zelo senzibilni in nismo želeli izvesti tovrstne kolonizacije, ampak vendar smo jo. No, v tistem trenutku, ko smo tega človeka soočali z vprašanjem, je enostavno dvignil glavo, se obrnil in odkorakal stran. Kasneje smo zvedeli, da je to zaradi tega, ker trume umetnikov prihajajo k njemu z istim vprašanjem. In gre za en tak zelo svojevrsten turizem oziroma eksoticizem, točno izhajajoč iz tega. Ne? Tisti ljudje živijo skladno z naravo, ne? In obračamo se k njim iščoč rešitve. In vendarle se je sam kot umetnik želel z nami ukvarjati na čist drug način. Ne kot predstavnik sami ljudstva, kot nek tak sploščujoč univerzalizem, ampak kot posameznik, ki je zelo drugačen od ostalih samih ljudi in ki ima kljub temu skozi svojo izkušnjo marsikaj zapovedati. In kolikor sem jaz brala to knjigo, se vidi v teh širokopoteznih pregledih ravno ta sploščitev. Mogoče gre pač v evropsko zgodovino malo, da se vidi, da se tudi skozi čas to spreminja, ampak zagotovo se je tudi v vseh ostalih ljudstvih dogajala neka evolucija, sprememba, neka prilagoditve na spremembe okolja in interakcije in nikakor ni to tako simpel in sploščeno. Tako sem pazila. Še kaj? Ne vem, kot sem se še spomnil, namreč tele, vseeno bi upozoril na tole, na merilo, po katerem naredi to razlikovanje diskola. To merilo je tako, da pravzaprav izhaja iz posameznika, kakor spoznava, občuti, dojema. Seveda to počnemo ljudje kot člani svojih kultur, kot vključeni načine produkcije, načine reprodukcije in tako naprej. Gledajte, jaz mislim, da tista točka, na kateri je treba pravzaprav preizkusiti to vprašanje, kako se pojavljajo te ontologije in kako so lahko v medsebojnem razmerju v družbah, kjer očitno soobstajajo, se hibridizirajo in tako naprej. Bi vendarle opozorila, da problem je v tem, da je družba danes pravzaprav razvila infrastrukture, ki močno vplivajo na načine našega dojemanja, ne da bi se mi kakorkoli zavedli tega posredovanja. Recimo, če vzamemo samo odnos, ki ga imamo ljudje danes do živali. Pomislite samo na to, kakšna razlika je med nekom, ki je kmečki otrok, ki je bil rojen na farmi, kjer gojijo, kjer krave vzrejajo, in na koga, ki je razvil svoj odnos do živali s tem, da so mu starši kupovali ljubljenčke. Papigo, psa, kar se je zamislil, želvico, želvica je nezanimiva, kaj naredimo, gremo pa pustimo v najbližjem ribniku. Hočem reči to, da to seveda ne izhaja iz nekega, bomo rekel, ta odnos, tak odnos, kjer je pač ljubljenček, ne vem, nekaj, kar sodi v interakcijo med staršem pa recimo sorodniki in prijatelji in kar morda razumemo kot svoj podaljšek, zato smo pripravljeni, vsakdo je pripravljen verjeti, da njegova mačka dobro razume njega. Nedvomno mačke nam dajo vedeti, kako smo neumni in imamo prvi dostkrat občutek, da so bolj pametni od nas v določenih obzirih.
Ampak hočem reči to, da upozoriti, da recimo tak odnos, ki ga tako razvijamo, pravzaprav izhaja iz neke infrastrukture tega, kje sploh lahko naletiš naši družbi na žival. Ali pa recimo, interesantno je, ko, mislim, vegani imajo sicer lahko zelo različne razloge, zakaj so vegani, tako da to je zadeva zelo osebna, ampak kar je meni tukaj zanimivo je, da to, da se ne opazi, da s tem, ko tako zelo povzdegujemo žival kot žival, se postavi vprašanje, kaj pa rastline, kaj pa gljive, kaj pa praživa. Vprašanje za špilo. Kaj pa rastline? Kaj pa rastline? To je pa en večjih etičnih izzivov dan današnjega časa, ki podreja celo metafizično konstrukcijo, tako da boljš, da se ne lotevamo tega. Ne bi, niti 5 minut. Ne, mislim, en moj umiljen filozof, ki ima malo prst v zahodni kanon, pravi, da so rastline plevel zahodne metafizike, ravno zaradi tega, ker z svojim obstojem utelešajo vse, kar je izključeno iz tega dobrega življenja. In ravno zato se tudi ne moramo do rastlin opredeliti in ravno zato jih tako zlahka tretiramo kot nek živi material in postanejo pač vredne samo v odnosu do tega, da nam pač omogočajo preživeti. In vendar, z rastlinami se ukvarjam zdaj že 5 let. Težko bi rekla, da sem razvila neko zelo lahko moralno intuicijo do rastlinskega, prej obratno. Zaradi tega, ker dejstvo je, da so drugačne, in zato jih ne moramo zares obravnavati na isti način kot živali. Čeprav, mislim, če kaj rastline kažejo na to, da je v bistvu naš odnos do živali in do sočloveka v bistvu, bi rekla, precej sproščen, precej, ne vem zdaj te prave besede, pristranski. Namreč, kaj se zgodi, me spet bom privlekla na plano to našo algoritemsko realnost, s katero se v bistvu tudi zadnje čase veliko bolj ukvarjam kot z naravo samo. Mi živimo v nekem svetu, ko smo online, tipkamo, nosimo smartwatche, podatki o naših aktivnostih se zbirajo, imamo kartico za transportne sredstva, se logiramo, vse posod so kamere. Skratka, proizvajamo eno obilico podatkov, ki so rezultat našega obnašanja in vendar se to šteje kot ta surovina za firme, ki imajo kapacitete te podatke obdelovati in pripraviti lepe pakete predikcij, ki se potem prodajo za različne consumer namene, skratka, za kapital. Čeprav je veliko debat okoli varovanja osebnih podatkov, tako imenovanega privacy-ja, pravzaprav te firme, ki so lačne za našimi podatki, mi kot individuumi sploh ne zanimamo. In na ta način, ko vstopamo v algoritemsko sedanjost, smo pravzaprav ontološko precej podobni rastlinam. In to je v bistvu en tak zanimiv fenomen, se mi zdi, namesto, da skušamo problematizirati naš slab odnos do rastlin, se lahko naredimo obrat in rečemo, znašli smo se v času, ko smo tudi mi rastline, kaj bomo pa zdaj. Tako da ta obrat se mi trenutno zdi precej zanimiv. Tudi sicer včasih rečemo, da vegetiramo.
Jaz bi še par besed mogoče želel od vaju, od fantov, glede te etnografskega bogatstva te knjige. Spomnim se, Bojan, ko si pripravljal, prebiral te tekst, verjetno pisal tudi spremno besedo, da si omenjal, da je količina samih imen, ki se pojavljajo v knjigi, enormna, pa je mogoče to najprej izhodišče za neko predstavitev, kako široko gre, kaj sploh pokriva. Drugo vprašanje, mogoče za uredništvo, kaj to pomeni za uredniškega vidika se loti takega projekta? Mogoče? Ja, skratka, nabor etnografij, ki jih uporablja, je impresiven, je velikanski in to potegne za sabo seveda tudi par sto, Jože bi mogoče imel natančnejšo ceno, recimo okoli 200 etnonimov, ki jih v slovenščini v glavnem bodiši še nimamo, oziroma niso ustaljeni rešitve, tako naprej, tako da so z Jožetom, pa s prevajalko smo imeli precej debate o imenih, nekako smo se poskušali držati tistih v osnovi pravopisnih pravil, ampak se hkrati tudi prilagajati, da ne bi zdaj tle reproducirali kakšnih angleških oblik brez potrebe in tako naprej. Tako da smo izčasoma tudi v bistvu lahko zbirka uredništva včasih oblikuje seznam teh imen, ki se današnja, kakšna imena se lahko tudi korigirajo sčasoma, ko se ugotovi, da nismo izbrali prave rešitve in tako naprej. No, pa da se vrne k sami etnografiji, to je tisto, kar je seveda Deskolajeva zelo močna točka. Se pravi, v današnjem času, ko je za antropologe značilno, in zdi se mi, da je z vsako generacijo, da je z vsako novo generacijo to stanje slabše, je to veliko zanimanje z etnografijo, prebiranje etnografije, nekaj, kar je bilo včasih samo umevno, danes pa izgleda vedno več. In mislim, v naši stroki se dostikrat pritožujemo, pa jadikujemo, da v knjigarnah ni več antropoloških knjig in tako naprej, da ni etnografij, da nobenega več etnologija ne zanima. Ampak kako lahko pričakujemo, da bi drugi, da bi laična javnost brala etnografije, če jih antropologi sami ne berejo? To je en vidik današnje realnosti. In v tem smislu je seveda Descolat le drži nek standard, se pravi, to ni filozofija, ki se ponaša s tem, ali pa se je vsaj včasih ponašala s tem, da deducira svoje sklepe na podlagi čim manj materijala, da je ponosna s tem, da so tisto pisano raznolikost skrči na dve formuli, ne se strukturaliza, tudi sicer dela nekaj podobnega, ampak Descolat skratka ne, ko bere etnografije, ko se z njimi ukvarja, ne misli predvsem na to, kako bo to zreduciral zdaj zgolj antropologijo, tako naprej, temveč jih bere v kontekstu v njihove raznolikosti, v njihovem bogatstvu in šele iz tistega poskuša nekaj narediti. Ima kak ključ, po katerem selekcionira, kateri gradivo bo zbiral, je to geografski ključ? Če recimo, on je sicer regionalno specializiran za Amazonijo oziroma za Ameriko, amerikanist, kot rečejo, in je te literature vsaj v naših letih gotovo bral več, kot recimo antropologija, Sibirija, tako naprej, vendar pa je pri pisanju te knjige se lepo vidi, seveda, da je širil svoje branje etnografije tudi za druge kraje, v bistvu je moral to narediti, če imel to vrstno ambicijo, in tudi v enem intervjuju, mislim, da je pred par leti izjavil, je rekel se zdaj, v bistvu, ko se s temi stvarmi ukvarjam, to pa o tem govorim, sploh ne vem, če se še lahko označim za amerikanista. Skratka, maksimalna širina etnografska. Veš mogoče, kako dolgo je zbiral gradivo za to knjigo? Kako dolgo se ukvarja s tem projektom? Ne vem, da mislim, nikjer nisem videl, da bi povedal, koliko časa jo je delal in tako naprej. Gotovo je to seveda projekt, ki je pri njemu dolgo časa zorel in tako naprej in je tudi kontinuiteta med njegovimi starejšimi knjigami.
Zanimivo je tisto, kar se pol zgodi, ne? Se pravi, to je njegovo največje delo, ne? Je nek proces, ki gre navzgor proti tej knjigi in po tistem pa tako daje, da sklav tisto, da ne bo nobene tako velike knjige več naredil, ne? Kot da je tam v bistvu formuliral neko svojo novo znanost in da jo predvsem poskuša razširjati, ne? Tako da njegovo delovanje od 2005, ko knjiga je šla, je v veliki meri, ne? Zelo veliko, recimo ogromno intervjujev, pogovorov in tega tudi na televiziji, skratka, zelo aktiven v tej smeri, da ta nauk promovira, recimo, ne? Tudi ko je imel na naši ASI leta 2008 tisto uvodno predavanje, ki lecture, ne, je predstavljal te 4 astrologije, ne. In po tistem ni nobene strašne knjige, ne vele več napisal, temveč v glavnem knjižice, ne. Kar je po eni strani tudi v bistvu posledica tega, da je začel postajati medijska osebnost, ne, potem, ko je toliko nastopal v javnosti, tudi po televiziji, zaradi tega je v bistvu začel postajati tudi medijska osebnost, ne, so ga začeli tako percipirati in izgleda, da mu včasih tudi kakšna založba predlaga, ponudi, da bi napisal recimo eno knjižico o tem, ne, recimo eno knjižico o športu, ne, kako se športom nikoli ne ukvarjal, ne, tako izgleda, da so ga mečkrat snubili v tej smeri, da je neki njegove misli o športu, tako kot Žižka recimo sprašujejo, ne. Se pravi, gre malce v tej smeri, ne, ni medijski nastopač, ne, ampak v bistvu vsa njegova bibliografija po tej knjigi se skoraj da zvede na majhne stvari, ne. Čeprav so med tistimi drobnimi knjižicami so še zmeri zelo relevantne, zelo dobre in tako naprej, ne. In vse mogoče bo še tudi kaj večjega proizvedel. To je nekako ta splošni trend, ne, kot da je nekaj naredil in da poskuša tisto zdaj, kar mogoče ni slaba ideja, ne, skratka, zadeva ni preprosta, ljudje rabijo čas, da jo osvojijo in je treba to pomagati, da bi razumeli, ne, da nov nauk lahko prodre. Jaz mislim, da je to ni to neka revolucionarna znanost, ampak da je nekaj novega, ne. In tudi, če še to dodam, ne, recimo, ko smo malce govorili o ekologiji, pa o tem, on je glede tega zelo odprt, ne, in tudi v bistvu se tudi ve, kaj se dogaja, sledi, kaj se dogaja na tem področju, se pravi, obstajajo seveda razna gibanja, ne, znotraj ekologije, ekologizmi, s katerimi se najbrž ne more preveč identificirati, ampak je pa precej odprt za te stvari, ne, in ni, skratka, nima tistega refleksa, to je iracionalno, to je fašizem in tako naprej, ne, temveč je odprt za te zadeve, ne. In tudi, no, se je že Jole prej omenil Latourja, ne, z Latourjem sta v bistvu prijatelja in prav glede ekologije zgleda, da je to mogoče tisto, kar ju najmočneje povezuje, ne, se pravi ekološka vprašanja, tudi tile ljudje in neljudje, ne, humans and non-humans, to se je sposodil od Latourja, ne, ta je prevzel od njega in tudi izraz simetrična antropologija si je sposodil od Latourja. Simetrična v Latourju pomeni to skratka, da so nam živali, živa bitja druga enako pomembni kot ljudje sami, ne. Se pravi, to je tisto, o čemer smo tudi prej govorili, ne, in Latour je recimo imel en članek z naslovom Will the non-humans be saved? Zdaj, Latour je sicer religiozen, ne, katolik, tako malce, ampak mogoče ne tak katolik, kot si ga običajno v Sloveniji predstavljamo, ne. Ampak to gre za vprašanje, ne, to je to staro vprašanje, ne, ko bo na sodni dan, ali bomo samo mi ljudje odrešeni, tam poslani na poslednjo sodbo, ali bojo tudi živali, recimo, ne. Nikolaj Kozanski, recimo, srednjeveški oziroma renesančni filozof, ta, lahko bi rekli, dokaj mistično usmerjanje, je zastavljal to vprašanje. Njemu se je zdelo pomembno, da so tudi živali odrešene, ne, da niso večno pogubljene, ne samo ljudje, tudi živali, ne. To ni v krščanstvu, to ni se ravno pogosto dogajalo. Dobro, mogoče boste najprej pomislili na svetega Frančiška in njegove pogovore s ptiči in tako naprej, ampak
to se mi zdi vendarle bolj to vprašanje, ne? Kaj pa živali, ne? In to je, tako da tle vidite tisto, kar je Jože omenjal, ne? Se pravi, če artikuliramo te različne ontologije, je skoraj da nujno, da postanemo bolj dojemljivi za različne možnosti, da se osvobajamo nekega togega humanizma, ki ga je danes še veliko tudi v antropologiji. Meni se je zdelo zelo zanimivo, da je recimo Pierre Degas, to je eden francoskih antropologov, ki se ukvarja s kulturno tehnologijo, skratka, to je ta Audrey Court, Laguranova šola, sicer zelo kvaliteten antropolog, ampak potem sem jaz prebral in sem bil močno presenečen, ko sem prebral njegovo kritiko te knjige od Escolaja. Ko sem tisto prebral, nisem mogel verjeti, meni je postalo nerodno zanj. Se pravi, totalno odklanjanje, to je neki socialni konstrukcionizem, pa bla, 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 ne, mislim, da tako nizek nivo je padel v tej svoji kritiki, da mu je potem Escola sem tako rekoč velikodušno odgovarjal, prijazno, ne, ker se poznajo, so kolegi in tako naprej, in je rekel, ne, sej lahko vam zagotovim, da jaz po noči se ne spreminjam v januarja. Skratka, mogoče, če je kdo med vami videl tisto knjižico, pa bral tisto knjižico, ki je že pred časom išla pri Krtu, Novi ekološki red od Julesa Ferrija. To je, Jules Ferry je filozof, konservativen, rahlo desen filozof, podoben kot so ti drugi iz tiste družbe. In v tisti knjigi, skratka, vse to vrstne ekologije je zavračal in jih obtoževal kot mračnjaške, kot nacizem. Se pravi, to da se ljudje pogovarjajo živalmi in tako naprej, to je fašizem. Kajti, pogledajte, kaj so nacisti počeli, bodi si je to regresija v nacizem, ali pa je to regresija v srednji vek, ko so kozle spravljali na sodišče, pa druge živali, ko so jih obsodili in tako naprej. Skratka, oni imajo občutek, ki so panični, da se to zdaj dogaja med temi norci, ki živijo med nami, temi globoki ekologi in tako naprej, da se dogaja, to spet se to vrača. Skratka, Degas me je zelo spominjal na Ferrija, kljub temu, da sta politično precej različna. In nisem mogel razumeti, kako lahko nekdo tako ozek, da nekaterih stvari ne more razumeti. In se pravi, v tem smislu je to nek izziv, ki ni samo recimo intelektualni izziv za ameriške antropologe, ampak tudi za francoske same, za tiste, ki so v bistvu zelo blizu tem stvari, tako kot Degas, se pravi, razmerja človeška ali domačih živali, to je v srčju njegovega interesa, pa vendarle se izkazi za tako. Dobro, bi še za različko osvetljivi, ali boš želel? Ne, k temu bi dal samo stavek ali dva, in sicer to, da sam problem, ki si ga postavi, pa schema kaže, kako se je do etnografskega materiala vedel. Čim je dobil pač to idejo, da sta animizem in naturalizem nasproti, in če temu dodaš potem kot ta strukturalistični kvadrat, kot schemo organizacije celega materijala, potem je treba preprosto poiskati gradivo, ki sodi v ostale scheme, in to je naredil zelo, bi rekel, prizadevno. Kar se tiče založniškega dela, bi par stvari poudaril. Veste, ko ste pogledali, knjiga samo besedilo ima skoraj 600 strani, če vse vas ostale aparače pogledano, se pravi Gesen, nekaj spremno študijo, je to skoraj 700 strani, to je velik zalogaj. In da je bilo to mogoče narediti, je par stvari, rekel, ki so mogoče. Prvo to, da z Bojanom so sodelovala odlično zadnjih par let, da so imeli trden program, kaj treba izdati, da sodelujeva odlično tudi pri tem, da pri urejanju, se pravi, jaz sem zelo strog korektor in urednik, Bojan je odličen in še strožji od mene bralec tega, kar prevajalci proizvedejo, in
odličen pisec strokovnih študij in seveda moramo na koncu absolutno pohvaliti prevajalko Suzano Koncut. Ona je verjetno edini človek v Sloveniji danes ali pa eden izmed takih, ki se jih na prste ene roke prešteje, ki je sploh sposoben tak tekst prevesti. In to prevesti odlično. Ne, da nismo popravljali veliko, smo veliko popravljali, ampak verjamem, da bi bilo zelo malo prevajalcev, ki bi ta tekst sploh lahko dovolj dobro razumeli, da bi sploh inteligibilen prevod naredili. Jaz se spominjam prvih prevodov Levi-Strossa v srbo-hrvaščino, bojim se, da verjetno tudi. To je bilo nebrljivo. Ja, jaz bi k temu dodal to opasko, da tiste prevode, ki smo jih brali v študentskih letih, ko smo v bistvu, ko nismo imeli tako dobrega dostopa do angleške literature, ko slovenščino je bilo še zelo malo prevedeno in smo v Ljubljani v določenih knjigarnah, kozorci predvsem kupovali knjige, ki so izhajale v srbo-hrvaškem jeziku, da smo v bistvu to veliko brali in tudi pri Foxi so nam predpisovali pri literaturi in tako naprej. In smo opažali, kako obupno, kako znajo nekateri prevodi biti obupni. No, tisto, kar sem hotel dodati, jaz sem potem začel opažati, da v bistvu, da so, ne da bi zdaj imel kakšno šovinistično misel v ozadju skrito, ampak opažal sem, da so hrvaški prevodi na splošno veliko na višji ravni kot srbski. Z izjemo zbirke 20. vek od Čoloviča, ki pa je bila v zmeri solidna tudi po prevajalski vladi. Tisto, kar je pa recimo Nolit počel, to pa nevidženo, kaj so počeli. Kar metali so vrem se prevajalki, kaj mi zdelo prevesti, pa ni razumela, pa se je ni ljubilo, pa se je ni dalo zanimivo, to so kar vrem metali. Včasih so značili 4 pikami, ali pa niti tisto ne. Tako, ko sem gledal Montagneve eseje, sem gotovo, da kar po mojem okusu, da tisto, kar je bilo pri Montagnu najbolj zanimivega, je vse ven zletelo, tisto, kar je bilo najbolj dolgočasno, in tako naprej. Skratka, nivo je bil res takrat. To je bilo, recimo, sistem, to mislim, da se pa tudi danes pojavljajo knjige, ki so obupno prevedene, to se seveda še zmeri dogaja in ne samo pri nas, tudi na Zahodu, tako recimo Ad Informandum od Laturja, knjiga, ki jo imamo tudi namen pri študiji še prevesti v naslednjo leto ali 2, nikoli nismo bili moderni. Ta knjiga je v angleškem prevodu je porazno prevedena, tako da vas opozorim na to, če bo mogoče raj počakajte na slovenski prevod ali pa če berete v francoščini, je to itak najboljše, v angleškemu se pa izognite. Jaz sem to v eni recenziji sem prebral, ko je recenzent opozoril na koncu še na problem prevoda in sem šel malo preverjati in sem gotovo, da je to res zelo hudo. Preden zaključimo, bi dal še vsemu Špeli besedo, še kak komentar med tem, ko smo se pogovarjali, kakšen misel? Če je bil, sem ga že pozabila. A sami so, rečemo mi Laponci, a ne? A niso? Sami, niso to Jože, niso to Laponci. Laponci sami, to so Laponci, ampak sami je politično korektno. Ja, oni sebe vključujo kot sami. Kaj si rečejo? Ja, ne marajo pa Laplander, ampak ne vem, Laponci nisem slišala v angleščini. Mogoče bi pa kje našli kakšne Laponce, ki pa jih tako nabi nač motlo. Tako kot, kaj veste, Eskimi tudi ne, že Eskimi ni politično korektno, morate reči Inuit, ne, potem pa naletite na Inuit, tako rečo, kakšni je Inuiti, mi nismo Inuiti, ne, in tako naprej. To je vse relativno. Tako kot tudi nekateri Romi pravijo, kakšni Romi, mi smo Cigani, ne. Dobro. Jaz mislim, da smo za publiko, ki še knjige ni prebrala, zadevo dovolj izčrpali. Lahko se dobimo čez eno leto, da ponovimo. Nisi jih povabil? Ja, je kakšno vprašanje? Ne. Ja, prosim. Mogoče mene zanima, če v tej knjigi Deskolar recimo piše tudi o samem odnosu posameznika znotraj družbe, v kateri prevladuje ena izmed teh 4 ontologij. Recimo, kakšen odnos ima ta posameznik do te ideje, recimo te ontologije. Mislim, se verjetno
v nekih primitivnih družbah pač ne bo šla oseba prebrati tega in pač potem si ustvarjala neko mnenje o ontologiji, ki je pripisana, recimo v tem primeru, v našem primeru, pač govorimo, da se mi nahajamo nekako v neki družbi, v kateri pač je ta ontologija naturalistična. Pač, to je samo, pač tu se potem pogovarjamo o tem, na kakšen način bi lahko to nekako presegli, kot da bi na nek način mogoče govorili kot o neki vrsti ideologiji. Pač mogoče, se pravi, je to specifičnost te naturalistične ontologije, ali bi vse 4 pač ontologije lahko na ta pristop gledali kot nekaj, kar se pač želimo preseči. Na tisto vprašanje bi bil kratek odgovor ne, se pravi, s tem se ne ukvarja. Jaz bi mogoče dodal samo še to, da seveda ljudje nimajo imena za te ontologije. To je zdaj neko znanstveno poimenovanje, s katerim se zelo malo ljudi srečalo. Ljudje ne vejo v našem okolju, da živijo v naturalistični ontologiji. Mogoče, če bi oni percipirali, k tem govorili, bi rekel, bi to zadevo verjetno tako drugače poimenovali. Jaz bi to samo tisto ponovil, kar sem na začetku rekel že, ne. Mogoče malo begajoče za nekoga, ki knjige še ni odprl pa prebral to, da seveda je tisti predmet, s katerim se ukvarja Descola, niso, bi rekel, besede modrecev, za katere bi bilo samoumevno, da reprezentirajo neko ontologijo izrecno izpeljano neke družbe, ne nasprotno. Ta material je etnografski, se pravi, gre za dejaven odnos ljudi do drugih bitij, kakor se kaže na čustveni ravni, skozi recimo neke mentalne formulacije in tudi kakor se kaže v praksi. Recimo v praksi, kako človek, ne vem, kako lovec razume živalo, recimo, koliko mu je blizu, koliko mu je daleč, kaj je treba napraviti, da jo je dovoljeno, recimo, uloviti in tako naprej. Se pravi, da je tu pravzaprav, bi rekel, izpeljan, ekstrahiran, narejen izvleček iz miselnega, praktičnega, čustvenega odnosa, ki je značilen za neko družbo. Ali, kot je Bojan prej rekel, dominantni, recimo, v neki družbi. Ne pa edini in seveda, bolj ko so družbe notranje heterogene, verjetneje bi v njih našli odnose ljudi in tako naprej, ki odstopajo od tega, od teh schem. No, na misel mi pride vendar en primer v knjigi, ki se približa temu vašemu vprašanju, kjer imate konkretno osebo, to je tisti, ki sem ga že prej omenil. Se pravi, to je opisal nek francoski misionar in antropolog, ki je delal, ki je misionaril in raziskoval v Novi Kaledoniji, Francoz seveda. Se njegova imena, ne moram spomniti, mi je ušlo. In Descola vzame iz njegove monografije tisti primer ven, ki lepo v bistvu ponazarja dve ontologiji in sicer misionar govori temu starcu, domačinu, reče nekaj v tem smislu, ko smo mi prišli sem, vi niste imeli pojma duha. On je krščanski misionar. In verjame, da so oni prinesli pojem duha primitivnim domačinom na Kaledonijo. In njegov odgovor je pa, kakšnega duha, dajte ga lomiti, vse to smo mi imeli tudi že sami duha, vi ste nam prinesli telo, idejo telesa. To je naturalistična ontologija, da so domačinom razložili, da imamo vsi enako telo, ki podleže istim zakonitostim. In to je sedaj izpričano tudi v različnih kontekstih. Recimo, ko so španski konkvistadorji prišli v Južno Ameriko, so indijanci, ki so pripadali drugi ontologiji,
animistični, recimo niso bili prepričani, da Španci, ko so mrtvi, tudi razpadajo, recimo. Kot so zase vedeli, da razpadajo, ne? Se gnijejo in tako naprej. Pa so dali kakšnega, ko so ga čopnili po glavi, ne, so ga vrgli v vodo in ga opazovali par dni, da bojo videli, ali bo začel razpadati. Ne. Morali so preveriti empirično, ali tudi oni razpadajo. Ne. Nam se zdi to samomev, ker smo vzgojeni, to je v Turkiji, se zdi samoumevno to. Njim se ne zdi. In to je tudi še tisto, če sem še lahko dodam, kar je zelo pomembno v knjigi, ker smo doslej v celoti šli mimo tega. Se pravi, en vidik tega ostra narave, kulture pred Skolarju je ta, da narava kot neko splošno ozadje, za katero mi verjamemo, da pojem narave vsi imajo, sem, da ga različno razumejo, različno konstruirajo in tako naprej, da to ne obstaja. Se pravi, to, da narava obstaja v vseh kulturah kot neko ozadje, ne, ki ga lahko kulturno konstruirate na različne načine, tole je utvara naturalizma oziroma naturalistične antologije. Se pravi, moramo se naučiti misliti brez pojma narave. In on je tudi v smislu tudi rekel, narava je pojem, ki mi slabo služi. Jaz se samo sprašujem, zakaj je bilo treba tako široko in globoko proučevati vse te kulture, različne, ne? In ne mogoče bolj podrobno pogledati naše z istim ciljem. Ja, če želite opisati vse 4 približno uravnovešeno, potem rabite debelo knjigo, pa morate nekako pravično porazdeliti približno te 4. A vam se zdi, da bi se dalo te stvari znotraj naše družbe analizirati, ali definirati tudi? Govorili smo o sočasnosti in dominantnih ontologijah. Ja. Se pravi, te 4 bi lahko zaznal in analiziral tudi svoje znotraj lastne skupnosti, se vam zdi. In brez etnografskega materiala. Ne vem, ker jaz nekako, kako bom rekli, čisto intuitivni občutek, bi rekel, da je marsikaj še v naši družbi, ker mogoče ni dominantno in je na ta način zanimivo in mogoče enkanček bolj opolnomočujoče, kot navest te kulture biti na zelo spolskem terenu, kar se tiče točno tega, koliko zares poznamo, koliko je nekih predpostavk, ne? Za utemeljiti nekaj, kar onstran narave in kulture ni zgolj zdaj neko filozofsko vprašanje, ampak to doživljamo. Mislim, ko živimo v tem, ko ti pojmi nekako niso več zelo smiselni ali pa konstruktivni. Mislim, posledice ravno te dihotomije doživljamo zdaj ob klimatskih spremembah in smo nemočni napram temu. To je pa dobro zaključeno, ker smo v bistvu na začetku. Ja, jaz bi na tole upozoril nekaj, kar je bilo prej že rečeno, mislim, da se zdi to primeri tudi zanimivo. Mi danes pravzaprav smo navajeni s celo vrsto predmetov vsakdanjega življenja, vsakdanje naše uporabe komunicirati. Recimo, benega avto vedno absolutno, bi rekel, živcira to, da mi začne mašina piskati, ko pas ni zapet. Namreč, kar je zanimivo, ni samo to dejstvo, seveda nas živcira vse. Kar je zanimivo je to, da čutim slabo vest, ker nisem zapet. Se pravi, da doživljam predmet, ki komunicira z mano, kot partnerja, recimo, da ne bom preveč, bi rekel, kakve preobremenjene besede rekel. Samo za vprašanje je tole, pogledajte. Mi na neki, enkrat, ko je teh predmetov dovolj opazimo, da tako delamo. Kaj pa, če bi vsi predmeti bili taki? Stanislav Lem pred davnimi časi, ko je pisal science fiction, se je norce delal prav iz te takrat na zahodu že vidne zadeve, ki pa pri nas še ni bilo, da imate naprave, ki poleg tega, da delajo nekaj, delajo še nekaj drugega, in je imel pač, ne vem, prave stroje, ki pripovedujejo pravljice otrokom.
Ne? Danes je to povsem možno. Ne? Zakaj ni ravno ta kombinacija pa neka druga, je sekundarno. Na to bi rad poudaril tole, ne, da ko se en tak odnos univerzalizira, recimo predstavljamo vsi predmeti so taki, da z njimi komuniciramo, ne, potem komunikacija kot odnos do sveta neha biti nekaj posebnega. Potem so se predmeti, potem se je svet v celoti spremenil in je drugačen, ne, in je partnerski. Kaj zdaj vse to pomeni, ne, tu si pa ne upam iti naprej. Je pa tudi razlika v dominantnosti tega komuniciranja. Ne? Če imaš novejši avto, verjetno je pritisk hujši, moj avto enkrat opozori, potem pa več ne drži. Ne piska non-stop, recimo. Ne? Starejši modeli so pa takšni še spravljivi. Zahvaljujem se za povabilo, vam za udeležbo in razmišljanje, tudi vam za obisk in čestitke založbi in piscem spremne besede za dosežek, ki mislim, da je take vrste, da bo potrebno kar nekaj leta pa desetletij, da bo znanost to prežvečila, kaj še le, da to pronica. In prevajalki, ker brez nje tega ne bi bilo. Seveda, in prevajalki. Hvala lepa. Za vse, ki bi knjigo radi brali, to nam bolj, da jo kupajo, ne?